Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka je Slovenska vojska državljanom in državljankam Slovenije ponudila možnost prostovoljnega služenja. Gre za postopno usvajanje temeljnih vojaških vrednot, navad, znanj in veščin v povezanem kolektivu pod vodstvom izkušenih inštruktorjev. Veliko športne vadbe nudi nadgradnjo fizične in psihične kondicije za uspešno soočanje z vsakodnevnimi izzivi. Vojaško usposabljanje predstavlja pozitivno motivacijo za premikanje lastnih meja in osebno rast. Edinstvena in koristna življenjska izkušnja daje dodaten pečat tvojemu življenjepisu. Veliko razlogov, da prostovoljno služenje vsekakor ne sme manjkati na tvoji listi nepozabnih doživetij. V srednji šoli smo bili uvrščeni v vojski in potem sem se odločil, da bi se vpisal. Sem šel na prostovoljno služenje. Tam mi je postalo to zelo zanimivo. Videl sem, da mi je ta poklic pisan na kožo. Bi priporočala tako vsakmu polnoletnemu, ki ne ve nekako, kaj bi sam sabo, ker tukaj se ti marsikaj razjasne in priporočam pač, da pridete, se sprobate, če ne drugega je pa to neka osebna zmaga, ki boste imeli za cel življenje. Ja, zdaj smo vrgali defenzivno račno bombo in bilo je super. Prostovoljno služenje traja 14 tednov, vikendi so prosti. Vojaki v času služenja prejemajo plačilo, ki skupaj ob uspešnem zaključku znaša 1980 evrov. Čas služenja se šteje tudi v pokojninsko dobo. Do sedaj ga je uspešno zaključilo že preko 2000 kandidatov in kandidatk. Več kot 800 pa se jih je odločilo, da se bodo zaposlili v Slovenski vojski. Jaz sem se predvsem odločil za podpis vojaške pogodbe zaradi tega, ker me je prepričalo usposabljanje, se pravi to temeljno vojaško strokovno usposabljanje. In vojaštvo me je od nekdaj zanimalo in je nekaj, kar samega sebe vidim, da bi počel. Pa tudi je tako dinamično delo, veliko smo v naravi in pa tudi denar, ki ga dobiš, če si odgovoren in preudaren človek, se ne smenja, da se s tem denarjem da preživeti. Je pa tudi nekaj res, so nekateri privilegiji, ki dostkrat niso omenjeni, naprimer dodatno zdravstveno zavarovanje, omogočajo dodatno izobraževanje, pokojninski steber in ostale zadeve, ki v ostalih službah niso samoumevne. Premo, ki jo dobiš, je zelo kvalitetna, po mojih izkušnjah to, kar smo mi dobili, je bilo kvalitetno. Pripadniki Slovenske vojske so ponosni nase in na svoje poslanstvo. Le to pa je obramba domovine ter prispevek k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti. Dinamičen poklic ponuja zahtevne naloge doma in v tujini, kot so izobraževanje in usposabljanje, zagotavljanje pripravljenosti za bojno delovanje, pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, sodelovanje s policijo pri širšem varovanju državne meje ter sodelovanje z zavezniki v mednarodnih operacijah in misijah. Sprav, misija mi je bila dobra popotnica tudi zaradi finančne plati. Tam si vemo, da je plača trikrat večja in da se ti splača iti dol, zato da pač se malo priješ s financami na zeleno vejo, sploh tako zame, ko sem mlad človek, ki me čaka še življenje naprej, da se lahko pač probaš osamosvojiti pa zaživeti svoje življenje samostojno. Po misiji se mi je ponudila priložnost, da se priključim vojaški policiji, tako da zdaj trenutno sem na usposabljanju. Pričakujem, da ga bom uspešno zaključil in da se mi bo izpolnila dolgoletna želja, da se pridružim vojaški policiji. Ja, ni mi žal, da sem se odločil za ta poklic, v njem uživam, pač to mi je prvo. Zelo sem ponosen na svoje dosežke. In ker s tem poklicem v bistvu ponosno služim svoji domovini. Slovenska vojska mladim iskalcem zaposlitve ponuja preko 60 različnih poklicev. Od tipično vojaških, kot so mitraljezec v bojnem vozilu, usmerjevalec združenih ognjev, potapljač, pilot helikopterja ali ostrostrelec, do bolj nevojaških, kot na primer avtomehanik, voznik, kemijski tehnik, kuhar in podobno. Ne glede na poklic, ki ga upravljajo pripadniki Slovenske vojske, pa za vse velja, da so jim v času služenja na voljo številne možnosti dodatnega usposabljanja, izobraževanja in napredovanja.